Sem Tomaž Ajtnik, zaposlen kot zdravstveni reševalec na reševalni postaji Ljubljana. Najprej se je že začelo v zdravstveni šoli. Smo začeli z predavanji iz prve pomoči, prišli so reševalci iz lokalnih postaj predstavljati svoj poklic. In že takrat sem imel željo, da bi nekoč delal kot reševalec. In nekako pot me je zanesla tudi preko šole, da smo volontirali na reševalni postaji. In potem sem opazil razpis na reševalni postaji Ljubljana, da iščejo zdravstvenega tehnika v nujnem reševalnem vozilu. Ker mi je to že od nekdaj predstavljal neki življenjski cilj, sem se takoj prijavil in bil seveda sprejet. Če se hočeš zaposliti kot zdravstveni reševalec v zdravstveni reševalni službi, je nujen pogoj nacionalna poklicna kvalifikacija. Vstopni pogoji za pridobitev te nacionalne poklicne kvalifikacije so opravljena zdravstvena šola, opravljen strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, ki mora biti veljaven najmanj 3 leta, da nismo več mlad voznik. Potem rabiš kakšna dodatna dokazila, če smo se kje usposabljali, razni tečaji, TPO za uporabo avtomatskega defibrilatorja, razni ITLS tečaji, ALS tečaji, kroženja v porodnišnicah, v anestezijah. Vse to nam prinese neke dodatne reference pri končni izbiri, ali je kandidat primeren za kvalifikacijo ali ni primeren. Na to, ko razpisna komisija pregleda vsa ta dokazila, se odločijo o primernosti kandidata in o nadaljem usposabljanju, ki poteka na reševalni postaji Ljubljana. To usposabljanje traja približno 3 tedne, kjer se učimo od prve nujne medicinske pomoči do oživljanj, do varne vožnje z reševalnimi vozili, do higienskih standardov in podobno. Po opravljenem predavanjih in tečaju nas čaka še na koncu izpit. Izpit je sestavljen iz praktičnega dela ter teoretičnega dela nujne medicinske pomoči. Po tem dobimo certifikat, da smo opravili nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar nam da določene kompetence za opravljanje svojega dela. Dober reševalec mora predvsem čutiti empatijo do soljudi, mora spoštovati življenje, delo, mora se zavedati svoje odgovornosti, ki jo prejme za delo reševalca. Mora biti vzdržljiv, pripravljen na težke situacije, psihično stabilna oseba, pripravljen se učiti vedno nekaj novega, pripravljen biti na to, da te vsak dan čaka nekaj novega. Vsaka intervencija je specifična sama po sebi in nikoli ne veš, kaj te čaka. MPK, ker izkušnje štejejo.